Pozdravljeni! Pred nami je velika nagrada Madžarske, zadnja pred poletnim premorom in le teden dni za veliko nagrado Nemčije. Dirka z ogromno tradicijo, katere korenine segajo čez tiste obdobje pred drugo svetovno vojno in danes eno izmed klasičnih postaj v svetovnem prvenstvu Formule 1. Proga je specifična, mnogi jo kritizirajo, ker naj ne bi dovolila prehitevanj in ne bi se lahko že vse odločilo na kvalifikacijah. Daleč od tega. Vkolikor pogledamo, kar se je zgodilo v sezoni 1986, ko je Nelson Piquet prehitel Ayrtona Senno po zunanji strani in postavil svojega Williamsa F211 počez, ter samo z uporabo plina nekako virtuozno ga obdržal skozi tisti prvi ovinek, vidimo, da temu ni tako. Poudariti moram, da je takratni motor Honda, ki ga je imel Williams RA166, imel v obliki za kvalifikacije 1200 konjev, v tem obliki, ki so jo uporabljali za dirko, pa čez 1000. Čez 1000 za primerjavo s tistimi novicami, ki jih slišimo danes vsak drugi dan, pa vsak tretji dan še enkrat, kako bojo nekateri končno dosegli to magično mejo. Takrat so jih imeli in Nelson Piquet je naredil nekaj, kar je še danes neverjetno, vkolikor si pogledamo brez elektronike, samo svojim talentom. Vkolikor si kdo želi še enkrat ogledati to virtuoznost, sem nalašč dal bližnjico v opis tega filma. A ne smemo pozabiti tudi, kaj se je zgodilo leta 1989, ko je Nigel Mansell štartal dirko z 12. mesta. Njegov Ferrari 640 je takrat bil revolucionaren, prvi bolid s polavtomatskim menjalnikom z komandami na volanu in proga v Hungaroringu bolidu z motorjem V12 sigurno ni ležala. A Mansella to ni brigalo, dirko je na koncu zmagal, tako da je prehitev večino konkurentov. Danes lahko nekdo zmaga tudi z slabše štartne pozicije, a pred njim mora marsikdo odstopiti. Takrat pred Mansellom je odstopil Gerhard Berger, njegov moštveni kolega, ostali od tistih močnih glavnih akterjev so večinoma dirko končali. Tako je prehitev že prej omenjena Piqueta, Senno, Alaina Prosta in vse ostale. Ena izmed najbolj fantastičnih zmag v zgodovini Formule 1. Vrnimo se na današnji čas, na sezono 2019. Vkolikor pogledamo, kaj pravi Pirelli za te vrednosti, katerim so nekako prisiljene pneumatike delovati, vidimo, da te cifre niso bistveno različne od tistih, ki smo jih videli še na veliki nagradi Nemčije. Ne sme nas to zavesti, gre za dve totalno različni progi. V mislih moramo imeti še nekaj, da je proga v Hungaroringu bistveno počasnejša od tiste v Nemčiji, zato so sile, ki delujejo na pneumatike, so razmerno manjše. Da se bomo razumeli, v kvalifikacijah povprečna hitrost na krog najboljših na Madžarskem je nekje nad 206 km/h, medtem ko v Nemčiji smo jih imeli čez 231 km/h. Še, da si bomo bolje to predstavljali, kljub temu, da je proga na Madžarskem približno 200 metrov krajša od tiste v Nemčiji, je čas na krog na Madžarskem 5 sekund daljši od tistega, ki ga dosežejo najboljši v Nemčiji. Zato lahko nekje predpostavljam, da bojo razmerja moči, kot smo jih videli v Nemčiji, čisto obratna na Madžarskem. Namreč, koncept Ferrarija je tak, da SF90 pride do izraza na ravninah, kjer so visoke končne hitrosti in tam pridobi tisti zaostanek, ki ga ima za Mercedesom, kateri je najhitrejši, naprimer v ovinkih oziroma v tistih dolgih ovinkih z naslonom. A problem je, da na Madžarskem kakih dolgih ravnin ni, visokih hitrosti ni mogoče razviti. Zato vidim, da bojo lahko pri skuderiji Ferrari imeli resne težave v boju z Mercedesom. Po drugi strani imamo Red Bull. Te so zmagali veliko nagrado Nemčije, so v vzponu in njihov bolid je prilagojen temu, da pogonski sklop Honda ni na enakem nivoju kot glavna konkurenta, govorim o Ferrariju in Mercedesu o pogonskem sklopu.
na progi na Madžarskem, na Hungaroringu, pogonski sklop ni tisti glavni element in prav tu bi lahko Red Bull RB15 prišel še bolj do izraza in bil z lahkoto, z malo sreče, vsaj druga sila na štartnem razporedu. Pneumatike so tiste standardne C2, C3, C4, o tem bom bolj podrobno jutri, ko bomo pogledali pred kvalifikacijami tiste razmerja moči, sorazmerno tudi z tistim, kar se bo videlo na prostih treningih in tehnične novosti. Vremenska napoved nam daje za soboto v času kvalifikacij možnost neviht, za nedeljo pa sončno. Visoke temperature so tudi eden izmed dejavnikov, na katere moramo biti pozorni. Smo avgusta, v Evropi, na Madžarskem, zna biti prekleto toplo. Drugače pa vabljeni med kvalifikacijami in tudi dirko na Facebook stran, kjer bom uživo komentiral dogajanje na progi in vabljeni tudi k tem, da komentirate, sprašujete oziroma oddate svoj prispevek našemu skupnemu druženju. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.